Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Ingrid vsak teden v 3 oddajah išče namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljete na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite v odkrivanju Slovenije. Lepo pozdravljeni v oddaji Zlati ključi. Včeraj smo že začeli z odkrivanjem rudarske občine Idrija. Idrija pa je veliko več kot le rudarsko mesto. Včeraj smo že našli tudi prvi zlati ključ, na katerem je bil tudi namig za prvo današnjo točko, in sicer muharjenje. Upam, da sem ga prav razvozlala in me tam že nekdo čaka. Živjo! Živjo! Moj prejšnji namig je bil, da naj grem muharit. A sem prav prišla? Prišla na pravo mesto. Sem, super. Mi lahko kaj razložite, kako poteka samo muharjenje? Ja, kot prvo je treba imeti pravo opremo. Ker za muharjenje rabimo muharco, muharsko kolesce in to ribiško špago, po domače rečeno. Se pravi, na trnku je pa kaj? Ja, tukaj imamo suho muho, ena od njih, ki se uporablja pri ribolovu. Tu je ena od verzij, obstaja pa tega na tisoče. Jaz trenutno uporabljam ta. In kaj lahko s tako palico ulovite tukaj? Praviloma vse. Zdaj, velikost je zelo odvisna, ker večje ribe jejo normalno ostale ribe. Ti manjše se pa prehranjujejo z nimfami in suhimi muhami. Katere ribe pa plavajo tukaj? Tukaj konkretno imamo soško postrv, imamo potočno postrv, pol imamo hibrida med potočno in soško in šarenka. Katere so pa najpogostejše? Najpogostejša tukaj noter bi rekel, da je potočna in soška. Je ribištvo na splošno v Idriji zelo prisotno? Zelo popularno. Moram reči, prihajajo ljudje iz celega sveta samo na ribolov, predvsem zaradi tega, da bi videli soško postrv. Oziroma, obstajata 2 genotipa soške postrvi, je soška in mi je imenujemo idrijska postrv. Ima drugačno marmoracijo in se tudi razlikujeta. Pa imate tukaj več različnih lokacij za lovljenje? Idrijca sama, oziroma RD Idrija ima okoli 45 km vode, s katerimi tudi upravlja, in tu je tudi so naši ribolovni reviri. Kateri je pa najbolj primeren čas za lovljenje rib? Ja, odvisno od dežja, od snega pozimi. Praviloma so najboljši meseci tam april, odvisno, maj, junij. Pa pol poletje je malo težje, ker je vroče pa nizka voda, tako je približno zdaj. Pa pol še september pa oktober. Videla pa sem, da imate tudi mlajše člane, bi se šla še z njim malo pogovoriti. Ja, lepo prosim. Kar? Živjo? Živjo. Bi lahko povedal, kako to, da si se odločil za ribolov? Ja, jaz že od majhnega sem lovil na morju. In zdaj, ker sem doma v Idriji, sem videl ribiče vsako poletje in sem si mislil, da bi tudi jaz rad to probal. In pol je Mladinski center Idrije organiziral take delavnice, sem se prijavil in od takrat naprej zelo rad lovim z mentorjem. Pa bi lahko šel kar sam loviti? Zdaj še ne, letos še ne, drugo leto pa, ko dopolnim 18 let, naredim izpit za ribiče in pol lahko sam lovim. Se ti zdi težko? Odvisno. Ene tehnike so mogoče malo težje, nekatere malo lažje, odvisno tudi
od človeka, kakšen talent ima. Veš kaj, rabila bi pa tudi naslednji namig za mojo naslednjo postojanko. Mi lahko pomagaš? Ja, ti ga bom povedal, sam najprej pa lahko probaj, kako ti gre. Kako pa to naredim? Z desno, a si desničarka? Desničarka, ja. Z desno roko držiš za plutast ročaj. Bo delo malo vrvice in potem samo vržeš. Aha, ok. Prav z desno tako, vrvica je že... Ja, zdaj sem nazaj in naprej. Ok. Super. Da vidimo, če se kaj ujame. Kaj pa je moj namig? Namig je pa, v prvi svetovni vojni so me zgradili in se po meni z vlakom vozili. To bi bila pa lahko neka železnica. Ja, tukaj gor v gost pojdi in boš kmalu najdla ostanke železnice. Hvala. Dober dan. Dober dan. Dober dan, jaz sem Ingrid in snemamo oddajo Zlati ključi, v kateri skozi različne namige odkrivamo občine, slovenske občine. No in moj prejšnji namig je bil, da naj poiščem tirnice oziroma neko železnico. Pa me zanima, kje bi tukaj okrog lahko jo našla. Ja, je. Dejansko je železnica šla lih tukaj po tej progi. Šla je pa, ni bila lih ta prava, bila je oskotirna vojaška železnica. Rečemo ji Feldbahn. Kaj pa so z njo prevažali? Ja, z njo so pa prevažali v glavnem vojaški material. Ta železnica je ob padcu Nove Gorice takratne, so Italijani zasedli Gorico, Avstrijci so se umaknili na Banjško planoto in takrat so Italijani s temi topovi streljali že do mosta na Soči, onemogočili promet materijala in so bili prisiljeni Avstrijci dobiti nadomestno progo. In to so naredili iz Logatca, povezali Logatec, Hodovič, Črni vrh naprej na Pancalo. En krak je pa šel iz Cestnikove Rajde z Hodoviča po tem terenu, bi rekel skoraj neprehodnem, do Idrije. In kasneje za 12. soško bitko so celo potegnili do Trebuša. Pa se da kje ostanke teh tirov še videti? Ja, tirov ni več, ker so jih takrat preselili na Pjavo, ker se je fronta preložila dol. Je pa proga ohranjena, lahko ti pokažem. Ja, prosim. Ja, evo. Tukaj pa se res ne zdi, da je kdaj potekala železnica. Ja, proga je vidna, usekana, sam čas je naredil svoje. Od tega je že več kot 100 let in v tem času je narava naredila svoje. So pa po koncu proboju 12. soške bitke, ko se je fronta preselila na Pjavo, so gradbeni oddelki progo pobrali, vse šine in vagončke preselili na takratno fronto na Pjavi in tukaj je ostala samo še proga. In ta, kolikor je ostal, je lahko danes še vidimo, je krasna sprehajalna pot. Kaj pa dejanski ostanki proge ali pa česa drugega iz tistih časov? Ja, od te proge je ostalo bore malo. Imam pa jaz doma vojni muzej, sem to zbiral že kar en cajt in imam ohranjene tire, kretnice, vagončke, imam gradbeni in pa prav tista pravka je vozil tukaj. Imam pa tudi motor, ki je vse to poganjal. Motor je pa Porsche, lahko ti namignem, da to je najstarejši Porsche v Sloveniji. Wow. Ja, delali so ga pa v firmi Daimler-Benz. 3,5 konja in ta motor je počasi vlekel to kompozicijo. 3 promile do Hodoviča po progi. Verjetno pa se sprašujete, kaj je tale škatlica, ki sem jo tamle našla? Ja, seveda, ker je lepa, me zanima. V vsaki oddaji moram skozi različne namige najti zlate ključe, no in te namigi so različni, lahko mi jih podajo ljudje
ali pa najdem tele zlate škatlice, ki jih vsebujejo. Tako da pogledava tudi, kaj mi tale sporoča, pa mi boste mogoče znali pomagati, kam naprej. So vodne pregrade odprli, da so les plavili. Ja, to so bile klavže. To je bila vodna pregrada, za katero se je zbirala voda, da je odplavila les, ki so ga posekali in spravili na Usotesko pred pregrado. Kje pa so? So pa, lahko greste kar naprej po cesti, v Belo in po Belci boste prišli do njih. Najlepša hvala. Prosim. Živjo, Živjo. jaz sem Ingrid, Davor, me veseli. enako. Iščem kraj, kjer so plavili les. Predvidevam, da je to to. To je to, prav si prišla. V bistvu zdaj se nahajava v osrčju idrijskih gozdov in sicer pred klavžami. Konkretno tole, kar gledava, so Putrihove klavže. Malo nižje dol, ko ste se pripeljali, ste videli pa Brusove klavže. Zdaj, klavže so bile nekako v uporabi za potrebe idrijskega rudnika in sicer za plavljanje lesa. Uporabljali so jih od konca 16. stoletja, zgrajene, take kot jih vidimo danes, so pa bile nekje v drugi polovici 18. stoletja. Zakaj pa so uporabljali tako velike količine lesa? Vse to je bilo za potrebe rudnika, ker rudnik je skozi stoletja, tako za žganje rude kot za podporje v jami, potreboval res veliko lesa. In okoliški gozdovi, se pravi v sami Idriji, so bili kmalu izčrpani do zadnjega drevesa in potem so mogli pač ta les dobavljati iz oddaljenejših gozdov, ki so obkrožali Idrijo. Koliko lesa pa so dejansko pretovorili? V bistvu tako, odvisno je bilo od samih klavž, od zmogljivosti klavž. Zdaj največje, to sicer niso te, katere sedaj gledamo, to so Putrihove klavže, ki so bile pomožne klavže za klavže, ki ste jih videli malo prej. Največje so bile pa klavže na reki Idrijci. Tiste se lahko nekako z enim plavljenjem do 10.000 kubičnih metrov lesa prepeljale oziroma so lahko s pomočjo klavž splavili do 10.000 kubičnih metrov lesa do 20 km oddaljene Idrije. Kolikokrat na leto pa so to počeli? To so počeli nekako dvakrat na leto in sicer v spomladanskem in pa jesenskem času. Ob velikih deževjih so v bistvu klavže zajezili, od zadaj je nastalo res veliko jezero z ogromno količino vode in potem so te klavže, ki so jih zapirale dvoje vrat, odprli istočasno, zato da je bil učinek večji in potem je vsa ta voda, ki je se zadrževala za klavžami, splavila les do Idrije. Si lahko predstavljate, da je bilo to ne samo hrupno, ampak tudi zelo nevarno, tako da v bistvu so klavže vedno odpirali z vrha klavž, se pravi, tako imenovane krone klavž. Si znam predstavljati, ja. Pa si klavže ogleda dosti ljudi? Ja, mislim, da v poletnem času kar dosti ljudi zaide na ta konec. Mislim, lepo se mi zdi, da si prišla danes mimo klavž oziroma do klavž z električnim avtomobilom, ker pač nahajamo se v krajinskem parku. Je pa to tudi res priljubljena, pa mislim, da prav lepa kolesarska pot, pa ne nazadnje tudi pohodniki jo radi uporabljajo. Sicer sem pa slišal v bistvu, da moraš ti najti naslednji zlati ključ, tako da ti jaz lahko dam en namig. Nekje ob vodi se skriva. Sicer tle, kot vidiva, je polno vode, ampak mislim, da ga boš uspela najti. Hvala. Našla sem ga. O, super. Da vidiva, kaj pravi. Idrija se poleg naravnih lepot in kulturne dediščine ponaša tudi z izvrstno gastronomijo. Si že poskusila žlikrofe? To so testenine, polnjene začinjenimi kroglicami iz kuhanega krompirja, zabeljenega s praženo čebulo in zaseko. V Idriji jih zagotovo pripravljajo že vsaj 150 let. Gledalce tokrat sprašujem po imenu Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Ustanovljena je bila leta 1945 s sedežem v Franciji. Ti pa poišči cerkev, ki stoji na nekdanjem vojaškem skladišču. Ja, bo treba pa na drug konec idrijske občine in sicer na prečudovito planoto Idrijskih Krnic, tako da v bistvu te kar povabim oziroma najbolje, da se kar odpraviš. Hvala za vse. Hvala.
Tudi danes me Idrija ni razočarala. Za pokazati imajo marsikaj zanimivega. Med drugim se zavezujejo k zelenemu in trajnostnemu turizmu in vabijo turiste, da jih pridejo obiskati za več dni. Naučila sem se loviti ribe in v svoj besednjak sem dodala besedi klavš in feldban. Se že veselim nadaljevanja raziskovanja občine Idrija. Se vidimo jutri.